Pričeli bomo s prvo predstavitvijo, ki nosi naslov Pot med Jelšami po Ljubljanskem barju. Avtorjev jih je pa več: Aleš Smrekar, Špela Čonč, Katarina Polajnar Horvat in pa Anja Trobec. No, in kar vabim, če je tukaj med nami, a bo Smrekar predstavil. Torej, Pot med Jelšami po Ljubljanskem barju. Izvoli. Dober dan. Se slišimo? Lep pozdrav vsem skupaj. Naša četverica prihaja z Geografskega inštituta Antona Melika, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Smo geografi in tudi interpretatorji naravne in pa kulturne dediščine. V okviru enega izmed projektov kohezijskih Poljuba smo izdelali tematsko pot, imenovano Pot med Jelšami. Ljubljansko barje verjetno, upam, da veste, kje leži. To, kar je pa v modro elipso označeno, je pa območje, kjer se nahaja ta pot med Jelšami. In sicer zgodba ima dolgo brado tega območja. To je v neposredni bližini izvoza Ljubljana center z avtoceste. Torej, Rakova Jelša, vsaj za Ljubljančane je to bil že desetletja sinonim nekaj manj vrednega prostora. Prostora, kjer smo slučajno tudi mi opravljali popis divjih odlagališč odpadkov v začetku tega tisočletja. Prostora, kjer so se zbirale marginalne skupine, razne. In potem je nekako prišla odločitev, da je treba temu prostoru dati vsebino in ga posledično ponuditi meščanom in drugim obiskovalcem. Leta 2011 je nastal tale ortofotoposnetek, kjer kaže na to, da so bile tukaj številni vrtički, vse bolj zaraščeno območje, odlagališča odpadkov, posebej ob tej cesti, pa tudi tukaj vidimo. In potem je Mestna občina Ljubljana, torej pod njenim patronatom, je nastal Mestni park Rakova Jelša. To je pomembno v kontekstu, zaradi tega, ker so ti arhitekti med prostor pripravili to. In ko smo mi se prijavili na razpis za Pot med Jelšami, smo se povezali s temi arhitekti, ker se nam je zdelo, da bi želeli v neposredni bližini tudi z oblikovnega vidika nekako nadaljevati z podobnim stilom. Takoj smo našli skupni jezik in smo začeli z delom. Morda malce za predstavo. Tule bo morda komu še bolj jasno, kje je to barje P+R. In tukaj je ta 3-kilometrska pot, ki ima 7 vsebinskih in 1 osnovno postajo. Vsaj 1,5 ure rabimo, da jo prehodimo, si jo ogledamo in se torej sprehodimo po enem mozaiku različnih življenjskih prostorov, od travnikov, gozdov, mejic in podobnega. Namen te poti pravzaprav je spoznati ogrožene življenjske prostore s poudarkom pa na lokalnem živalstvu, tistem najbolj ogroženem, ki ga ponovno naseljujemo na to območje. In imamo 7 torej vsebinskih postaj, in sicer 4, ki se vežejo na določeno vrsto,
In danes, kot se spodobi za takšen zbor, vam bom predstavil na primeru puščavnika, skrivnostnega samotarja v starem gozdu. Poleg teh pa imamo še neke vsebine, ki pa bolj govorijo o drugih problematikah, kot so invazivne vrste, nižinski travniki in pa seveda revitalizacija tega popolnoma degradiranega prostora, ki spreminja svojo podobo v zadnjih 20 letih. Pravzaprav res neverjetno. Na sami poti ob pripravi poti smo se pogovarjali, da bi naredili nekako pravzaprav to nadaljevanje mestnega parka. Čeprav se že zajeda v samo Ljubljansko barje, ampak hkrati pa smo razmišljali o tem, da bi se izognili klasičnim interpretativnim tablam, ker nekako jaz sam sem tudi avtor poti s tablami, pa se nekako vedno sprašujem, ali ni to pregrob tujek v prostor in ali je pravzaprav to sploh primerno. Zato je tukaj več teh arhitekturnih, oblikovnih rešitev, ki smo jih vključili v to. Zdaj pa morda kar na samo postajo, kjer imamo torej primer puščavnika. Tole je QR-koda, na katero lahko kliknem oziroma jo fotografiramo in nam na sami poti se prikaže ta puščavnik. Torej tu na desni vidite, kako ta postaja izgleda. Sestavljena je večina postaj tako, da ima, tako nekako bi rekel, vsebinski del, potem pa še infrastrukturo. Klop, parkirišče za kolesa in pa tudi usmerjevalno tablo, kam in kod nas lahko vodijo poti. Sama vsebinska postaja je, kot sem že omenil, razdeljena na več delov. Dve QR-kodi, eno bomo še spoznali, drugo bomo še spoznali. Potem so tu modeli živali oziroma nekih drugih vsebin, ki jih tabla ponuja. Potem so tukaj kukala. To so pravzaprav vsebine, se skrivajo v teh 5 kukalih. Na vrhu vsake je slogan, ki ste si jih lahko že prej malce prebrali, in pa poskušali smo z nekim didaktičnim igralom tudi na bolj zabaven, zanimiv način poseči v postajo. Torej, kot bi kolega Marko Slepnik, ki je bil prej o interpretaciji govoril in je govoril o pozicijskih stavkih, tako nekako bi tole tudi tukaj stalo. Skrivnostni samotar v starem drevesu. In to je na kovino izrezano besedilo. Vse je dvojezično. Potem imamo modele živali. Tukaj konkretno je to se pravi urezan, lahko pa ni urezan, pri drugih postajah tudi model puščavnika. In pa kukala, torej 5 kukal. To so pravzaprav, lahko bi rekli, table. Na vseh teh 5 kukalih se skrivajo vsebine, ki si jih bomo tudi ogledali na tem primeru. To je pravzaprav, bi rekli, po starem, tukaj imamo prototip tega, en diapozitiv s tistim kukalom, ki smo gledali, ko smo prinesli vsi nestrpni diapozitive domov po, 2 mesecih recimo po potovanju iz
ali pa poti. Ta draž je danes žal že izgubljen. Zdaj si bi ogledali torej, na tem primeru, kako smo zasnovali vsebino teh kukal. Skrivnostni samotar v starem drevesu. Sem največji med hrošči, ki prebivajo v duplih starih listavcev. Imenujejo me puščavnik. Moje krepko telo se lesketa v vijoličnih do temnorjavih odtenkih, noge in tipalke pa imam črne. Kot ličinka se razvijam do 4 leta in sem celo precej večji od svojih staršev. Kot odrasel hrošč živim samo še nekaj mesecev in v tem času moram poskrbeti, da se moj rod nadaljuje. Puščavnik najde svoj dom v velikem duplu, v katerem je dovolj odmrlega lesnega drobirja. Nevedneži ga imajo za zajedavca, vendar drevesu ne povzroča nikakršne škode. Ličinka se večinoma prehranjuje s trhlim lesom, odrasel hrošč pa najraje liže rastlinski sok. Le malo puščavnikov zapusti svoje rodno drevo. Večina se v drevesu izleže, spari in pogine. Na Ljubljanskem barju najde puščavnik takšno drevo v mejicah in na robu gozda. Ogroža ga izginjanje starih dreves z dupli. V življenju se le malo oddalji od svojega doma, zato mora biti v bližini primerno drevo, v katerega lahko samica odloži jajčeca. Na Ljubljanskem barju je puščavnik skoraj izginil, zato mu pomagamo z nameščanjem lesenih gojilnic, v katere dodajamo trhel les. Puščavnik nima samotarskega življenja, kakor bi lahko sklepali iz imena. Le naravoslovcu Janezu Antoniju Skopolju se je morda tako zdelo, ko je našel hrošča v duplu stare hruške in ga tako poimenoval. Ljubezen pri puščavniku diši po marelicah. Samec, ki je razpoložen za parjenje, izloča dišeč vonj in s tem privablja samice. Če se v tem času približaš drevesu, v katerem biva, boš ta vonj zaznal tudi ti. Torej, na vsaki od teh postaj je na takšen način predstavljeno. Tudi sama vrsta, kot ste videli v prvem delu, je bila v prvi osebi ednine predstavljena kot jaz puščavnik. In pa potem je pa še sam življenjski krog predstavljen. Torej, imamo 2 QR-kodi, kot smo videli, film in pa to besedilo, ki je v kukalu, ga lahko tudi na telefonu torej slišimo. Zopet tukaj jaz nekako ne znam najti odgovora. Uporaba tehnologije v naravi, da ali ne. Ampak to je pravzaprav nedokončana zgodba, ki ne vemo, kako pravzaprav bi se tega sploh lotili. Potem smo pa še didaktično igralo, pravzaprav kot potegneš za vrv, se ti nekako ličinka razširi. Namenjen je seveda na eni strani individualnim obiskovalcem, tudi te bojo lažje kukali skozi ta kukala in si ogledali besedilo. Morda nekateri bodo šli samo mimo, nekateri bodo potegnili ali pa nekaj naredili, kar se pričakuje od njih, ali pa kar bodo morda zaslutili, da bi se dalo. Namenjen je pa seveda tudi izobraževanju in tako smo pripravili didaktična priporočila za 4 različne starostne skupine. Namreč zdi se nam izjemno pomembno, da so didaktična priporočila pripravljena na način, da učitelje pravzaprav zasnubimo, da gredo na pot s svojimi učenci in dijaki. Zato smo seveda o tem, za koga je primerno, koliko časa potrebujejo, kakšen je pravzaprav namen tega obiska, ali se povezujejo različni predmeti med seboj, kakšen je dostop do Rakove jelše. Potem številne teoretične vsebine in pa natančen načrt izvedbe ure. Najprej priprava v učilnici, tukaj vidite eno drsnico, to se pravi PowerPoint drsnico, kako učencem
predstavijo, kaj je krajinski park, torej konkretni park in kako se v njem recimo obnašamo. Potem delo na terenu. Zopet pravzaprav jim damo celoten okvir, na katerem ga, če tukaj samo morda en detalj, ne, torej sama ta interakcija med učiteljem in učencem. Preberite ime in potem eden prebere, katera žival mislite, tako bi lahko bila, pa reče recimo detel sova, pa učitelj reče, ne, to je hrošč puščavnik, je zelo redka žival na Ljubljanskem barju. Potem on prebere tisti tekst v prvi osebi, o katerem sem govoril. Potem si ogledajo to ilustracijo hrošča. Skratka, in še tako naprej. Torej, res vodeno, da lahko učitelj pravzaprav z minimalnim svojim vložkom izpelje terensko delo, ne. In v tretji fazi je pa potem seveda še nek pregled v učilnici oziroma na domu. Pripravili smo učne liste in tukaj recimo eno vprašanje, ne, za katerimi živalmi se skrivajo spodnji simboli in torej puščavnika povežemo s tem simbolom. Glede na to, da sem dobil že opomin, bom zaključil na tej točki in vas povabil na pot s tole usmerjevalno tablo, kjer vidimo, da si lahko ogledamo tudi želvo in pa na levo in urha na desno. Kaj pa še vse se skriva, pa P+R barje pustite tam ali z avtobusom ali avtom in potem lahko peš ali s kolesom greste na to pot. Hvala lepa. Hvala lepa.